novem podcastu. Tokrat z malo drugačno vsebino kot v prejšnjih, če smo se v prejšnjih dotikali predvsem področji turizma, se bomo danes mogoče malo bolj dotikali tudi področja gostinstva. Tokrat je z nami gospa Svetlana Simič, ki se že ukvarja nekaj let z gostinstvom, pa bi jo kar prosil, če se lahko malo predstavi svoje podjetje in potem bomo nadaljevala s pogovorom. Okay. Kot ste že rekli, Svetlana Simič, prihajam iz Medvod, stara sem 36 let. Moje podjetje je aktivno v bistvu zdaj že skoraj 10 let. Vmes sem imela, v bistvu vodim 2 objekta, ne. In sicer en je bar, je sezonski lokal, delamo od maja do oktobra, drugo podjetje je bilo pa picerija. S to picerijo sem v bistvu zaključila že pred 2 leti. In sicer mi je ratalo v bistvu kupiti poslovni prostor in sem pač ga dala zdaj naprej v najem. In trenutno delujemo samo še na tej poslovni enoti, ta sezonski lokal, ki se nahaja na nabrežju reke Sore v Medvodah. In sicer zdaj moje izkušnje so res dolgoletne, že preden sem odprla svoje podjetje, sem že kot študentka vrsto let delala po različnih lokacijah v gostinstvu, ne, in sicer od barov do gostiln, vse živo, ne. Največ izkušenj sem si pa nabrala v svojem lastnem podjetju, in sicer izkušnje že nasploh z vodenjem podjetja, s kadrovanjem, z marketingom, vsa delovna mesta sem sprobala, ne, tako da sem v bistvu pol se naučila v tem času tudi peči pice na krušni peči. Imeli smo tudi storitev dostavo hrane na dom. Tako da zdaj v bistvu v tem lokalu je pa predvsem pač kuhanje kavic, strežba pijače, tako da to je to, no. Na hitro. Ja, omenili ste, da ste v bistvu že 10 let približno imate svoje podjetje. Tako. Ker je bila v tem času tudi tale pandemična kriza, pa sem vas malo želel vprašati, kako ste kaj preživeli to krizo, doživeli krizo in kakšne so tudi posledice tega dogodka izrednega? Ja, to je bilo tako, no, v bistvu postopoma, ne, ampak hvala bogu smo preživeli, no, zaradi tega, ker smo dejansko izvajali storitev ta dostava na dom, ne, tako da to je v bistvu cel čas med korono, med covidom je v bistvu to laufalo, ne. Takrat en čas je bila v bistvu samo dostava dovoljena, pol sčasoma v bistvu se pa pol je tudi lahko v bistvu vzeli za sabo hrano, ne. Tako da mi smo v bistvu cel čas, recimo te približno 2 leti, smo se pol na koncu odločili, da sploh ne bomo odpirali lokala več, da prihajajo noter gostje jesti, ker se mi zdi, da je bilo s tem pač preverjanjem PCT-ja, pa a so osebe cepljene, da v bistvu to je pač res bilo, mislim, malo naporno, no, če po domače povedano. Tako da smo dejansko se odločili, da smo imeli izključno samo dostavo in pa prevzem hrane na lokaciji, ne. Tako da hvala bogu smo preživeli, sicer s pomočjo države, ker nam je v bistvu takrat tudi malo probala, zaradi upada prihodka je v bistvu je pomagala na neki način, tako da dejansko smo nekako preživeli, no. Samo ti časi so bili res tako, no, kar zanimivi, no. Turbulentni, ne. Ja, tako, sicer pač prihodki so res padali, ampak nimaš kaj, ne, probaš nekako preživeti, tako da pol se je tudi poznalo tudi na ljudeh, a ne, ljudje eni so bili ful nervozni, ne, nestrpni, tako, mislim, marsikaj se je dogajalo, no. A pa ste potem takoj praktično, ko so se ti ukrepi končali, ste rekli, ste potem končali tudi s gostinstvom oziroma oddali lokal naprej? Ja, v bistvu nekako se je glih tako poklopilo, da je prišla, je bila pač ta priložnost za odkup poslovne stavbe in glede na to, da smo v bistvu zdaj pač, ko sva delovale v tej piceriji, sva delovale jaz pa moja sestra, ne, tako da dejansko pol v teh 2 letih sva delale same. Takrat nisva imela nobenih zaposlenih in pač vse smo nekako, primorani smo bili tudi v bistvu odpustiti zaposlene, zaradi tega, ker pač obseg dela se je ful zmanjšal, ne. Tako da dejansko pol po tem času smo, po dobrem razmisleku smo pač, a ne, ker je bilo spet treba sestaviti ekipo, tako da v bistvu sem se takrat pač odločila, da je najlažje v bistvu, da se umaknem, ne.
in da v bistvu predam zadevo nekomu drugemu, ne, ki je sveže, zagnan, ne, tako da glih nekako se je tako poklopilo, no. No, to ste res v bistvu odlično speljali, ne? In zraven ste zdaj še odprli neko drugo poslovno enoto na nek način in se ukvarjate še Tako, z ja. vodenjem bara v bistvu. Ja. Malo se tudi naješ, mislim, gostinstvo je tako, ne, saj je super, lepo, mislim, sploh s hrano, a ne, lepo je delati pa vse, je naporno, no, tako da po določenem času, ne, če nimaš prave ekipe, si kar malo zmatran, no, tako da. Pa se je po tej pandemiji in v pandemiji se je tudi kaj struktura gostov oziroma zahteve gostov in pričakovanja so se kaj spremenile ali je vse ostalo tako, kot je bilo prej približno? Ne, vse približno, no, tule nisem opazila nekih velikih razlik, samo saj pravim, ne. Tako kakšni so bili malo nestrpni, ne, mislim, načeloma pa ja, no, mislim, da je ostalo kar isto, no. Mogoče malo bolj, mislim, ljudje so mogoče malo bolj začeli ceniti, ne, to storitev, dostavo in te določene stvari, ne, mogoče, no, določeni, ne. Mislite, da je gostinstvo tudi kaj, mislim, se preko te pandemije naučil, razvil naprej oziroma tudi včasih je veljalo, da osebe v gostinstvu so bile precej slabo plačane, se je tudi na tem področju kaj spremenilo s tem, Ja, ker je tudi mislim, da pomanjkanje kadra? Ja, mislim, da definitivno, ne. Veliko ljudi, to sem pač zasledila, recimo po tej pandemiji, veliko ljudi pač tudi zaključilo z delom v gostinstvu, no. Tako da veliko ljudi je šlo stran, ne. To, kar je pa ostalo, pa definitivno glede na to, da pač je veliko povpraševanje po delavcih, so zahtevali večje plačilo in ja, definitivno lahko rečemo, da je bil tule plus, ne. Torej, vi ste v bistvu, bi se temu rekli, na pol podeželskem kraju Medvodah. Se tudi v vašem koncu pozna v bistvu ta kadrovski manko oziroma potrebe po delavcih v gostinstvu? Ja, definitivno. Definitivno, da se, ja. Saj zato pravim, ne, po covidu sestaviti ekipo pač dobrih delavcev z nekim znanjem, izkušnjami, je bilo skoraj tako misija nemogoče, ne. Tako da, Torej se tudi za vas kot delodajalca so se v bistvu stroški na neki način povečali potem tudi po pandemiji? Ja, so se, ja. Na vseh področjih verjetno, ne samo pri nabavi, ampak seveda tudi pri plačah in pri vsem. Tako je, ja. Pri stroških, plačah pa povsod se je poznalo, ne. Torej bi lahko rekli, da so celo zaslužki zdaj manjši, kot so bili pred pandemijo, ali ne? Ja, načeloma gostinc tako, a ne, ker pač grejo določene cene gor, on tudi je primoran pač dvigniti ceno, ne, tako da nekako tule se v bistvu pokrivaš, ne. Tako da mislim, da zaslužek kot zaslužek, glede na obseg dela je isti, ne, zdaj, če se zmanjša obseg dela, imaš logično manj prihodkov, ampak načeloma pač gostinec mora slediti temu trendu, ne, ker drugače se ne pokriješ, ne. Ja, razumem. Glede na to, da ste tudi, če pravite, 10 let v tem poslu, ste se mogoče kdaj tudi sami prijavljali na kakšne razpise nacionalne ali pa tudi mednarodne za kakšna sredstva? Mislim, da sem se prijavila ene parkrat, zdaj ne vem čisto točno, no, na katera, določeni so bili zavrnjeni, sicer enega sem v bistvu dobila pozitiven odgovor in to je bil ta odkup poslovne stavbe, ne. To je v bistvu občina je dajala evropska sredstva za na ta način, da se v bistvu kot podjetje, da se širiš, nakupi poslovnih stavb in podobno, oprema in take stvari, ne. Potem imate v bistvu neko pozitivno izkušnjo tudi s temi ukrepi Evropske unije na neki način. Okej, ja, tule lahko rečemo, sicer ni neka vsota, ne, ampak ja, lahko rečemo, da ja. No, super. Zato, ker to vas sprašujem tudi zato, ker tale podcast je namenjen dostikrat tudi nekomu, ki se šele odloča, da bi šel mogoče v tak posel ali pa da bi se začel ukvarjati z gostinstvom in turizmom. Pa sem vas želel malo vprašati tudi, če imate mogoče kakšen nasvet za take, ki se bi šele začeli ukvarjati s tem poslom, oziroma ponavadi se učimo na kakšnih lastnih napakah, če imate mogoče tudi kakšno tako zgodbo, kaj narediti oziroma kaj ne narediti, ko ste v tem poslu. Ja, imam, ja. Na začetku, ne, jaz sem šla dokaj mlada v to, ne. Jaz sem bila stara v bistvu 26 let, ko sem odprla podjetje, ne, in v bistvu od študentskega dela sem v bistvu začela voditi podjetje in je bilo marsikatera napaka je bila storjena tudi z moje strani. Ne vedno, treba se je ful dobro informirati, sploh kar se tiče
računovodskih zadev, kar se tiče dokumentacije, nasploh, ko prijavljaš poslovne enote, mislim, tega je ful enih stvari, ne, tule v bistvu samo, mislim se v bistvu najbolj se obrniti na kakšno obrtno zbornico, da ti malo pomaga, moraš tudi malo špekulirati v bistvu, kaj se ti bolj splača, ne, tako da ja, definitivno, ne, v bistvu papirologija je tule v bistvu dosti pomembna, no. Najbolj zahtevna tudi po Ja, svoje. ful zahtevna, no, ke štartaš, ne, pol so tudi recimo, če delaš s hrano, imaš HACCP sistem, imaš, mislim, veliko stvari je, ne. Veliko stvari je. Pa ste Tule je kdaj treba biti pozoren. Ja, seveda. Ste kdaj razmišljali tudi, da bi šli, glede na to, da ste imeli gostilno, dostikrat je to povezano tudi potem z raznimi prenočitvenimi zmogljivostmi ali kaj podobnega. Ste kdaj razmišljali o tem, ste imeli kdaj željo, da bi tudi imeli kakšno tako celostno zadevo? Ja, ful veliko željo sem imela, samo pač ni bilo, prostor mi tega ni dopuščal, ne, ampak v bistvu ta kombinacija je pa ful, mislim, da je ful dobra, ne. Sploh če si na kakšni taki lokaciji, kjer lahko, pa da ti v bistvu sam prostor, poslovna stavba omogoča, da lahko tudi sobe oddajaš, ne. To mi je bila v bistvu ful želja, ne, mislim, to je. Imate še tako željo ali ste Ja, opustili? imam, samo v bistvu tule imaš kar rabiš veliko sredstev, ne. Ja, to pa je res, to pa je res. Res je tudi, da se trenutno razpisuje kar nekaj sredstev tudi v okviru Evropske unije za take projekte, ampak so večinoma vsi povezani tudi nekako z zelenim prehodom in digitalizacijo. Saj sem vas hotel tudi tukaj vprašati, imate kaj izkušenj tudi na tem področju, oziroma kakšne dobre prakse na področju digitalizacije, se je kaj za vas spremenilo, sploh v gostinstvu na tem področju, ali je bilo že prej vse, bi se temu rekli, toliko digitalizirano, da ni bilo nekih potrebnih sprememb? Pa načeloma se tule zdaj ta zeleni prehod je v bistvu, kaj mislite, da tule je v bistvu samo ta digitalizacija? Jaz mislim, da bi bil ta zeleni prehod bolj praktičen, če bi se šli glede na te stvari, kot so recimo, kako zmanjšati embalažo, ločevanje odpadkov, take stvari, ker zdaj v bistvu ta digitalizacija, ne vem, koliko lahko pripomore k okolju, ne, nas sama kot, a ne. Že to recimo, da bi država ukinila, da se sprejemajo računi, ke se jih kar nekaj izda, ne, tule bi v bistvu država lahko ful tudi pomagala, ne. Lahko bi mogoče naredili, ne vem, kakšno aplikacijo, da bi mogoče stranka lahko dobila, ne vem, e-račun ali pa, ne vem, kakšne take, mislim, elektronski račun ali pa kakšne take stvari, ampak mislim, da je to ena taka malenkost glede na to, koliko enih stvari recimo v gostinstvu v praksi, ne, kot so recimo, kakor sem že omenila, odpadki, embalaža in take zadeve, ne. Tega je v gostinstvu ogromno, ne? Ogromno. Pa vas recimo lokalna skupnost, občina kaj spodbuja h kakšnemu bolj ekološkemu ravnanju ali pa da kaj pripomore k temu? Ali niti ni Mene noben ne spodbuja? spodbuja, v bistvu jaz sama sebe spodbujam pa tudi svoje zaposlene, to že od nekdaj, ne. Pri meni je ono, probaš v bistvu čim več uporabljati povratne embalaže, čim manj embalaže za enkratno uporabo, ne, da se, a me razumete, veliko lokalov recimo, ne vem, sploh po Italiji, ke hodim, strežejo, ne vem, vodo v plastičnih kozarčkih, ne, v bistvu to je ful enega, a ne, se pravi, gledaš na to, Ogromno da ene se te embalaže, ja. stvari. Tako, recimo na Balkanu predvsem uporabljajo plastične žličke za h kavi, ne, to so take stvari, ke bi se v bistvu lahko sam človek v bistvu spodbudil, da gleda, a ne, da čim manj probaš narediti, proizvesti odpadkov, ne, ke v bistvu to je edina stvar, ke v gostinstvu, ne. Ja, pa verjetno bi bilo zanimivo in če bi tudi lokalna skupnost ali pa država to nekako spodbujala, da bi s čim manj odpadki in da bi bila lahko potem tudi podjetja nagrajena v okviru kakšnih davčnih ali pa podobnih spodbud, ne, če ne bi tega tako zelo veliko proizvedlo. Definitivno, ja, ker marsikdo, saj pravim, jaz v bistvu sem tak tip človeka, da sama sebe spodbujam, imaš pa ljudi, ke jim je dejansko vseeno, in če bi v bistvu država in pa recimo skupnost, občina, če bi v bistvu spodbujala, bi definitivno se veliko več ljudi, mislim, ozaveščalo o teh zadevah, ne. Če vas tukaj še malo provokativno vprašam, kakšen pa je vaš odnos z lokalno skupnostjo, se vam zdi, da vas podpira ali imate čisto ločen, mislim, nimate nobenih stikov z njimi? Ne, definitivno nas podpira, ja. Aha. Ja, definitivno, ja. Smo na tudi taki lokaciji, zdaj ne vem, kako mislite, lokalna skupnost, a ljudi nasploh ali občina kot, Občina kot organizacija predvsem. Kot organizacija, jah.
Okej, ja, občina kot organizacija, lahko bi malo bolj sodelovali z nami, recimo, ne, da bi včasih šli malo bolj na roke, tako bi temu rekla, ne. Ampak ja, načeloma okej, zaenkrat kar dobro sodelujemo, no. Mislim, vas tudi kaj ostali akterji oziroma deležniki obveščajo o raznih razpisih, ki bi bili mogoče primerni za vas kot podjetje, ali si morate vse te stvari v bistvu sami nekako poiskati? Ja, moraš kar sam poiskati, no. Saj imajo določena obvestila na spletnih straneh, tudi okej, imamo to, lokalno revijo, sicer tam se nekaj ne objavlja glih veliko, no, ampak, pri teh zadevah moraš biti kar sam, no. Moraš kar sam malo pobrskati, pa če imaš recimo dobrega računovodjo, velikokrat pride do določenih informacij, pa ti jih lahko preda naprej, ne. Ampak verjetno bi si vseeno želeli, da bi bilo zelo fajn, če bi bil kot neki newsletter, kjer bi dobili prav za vas primerne, ne vem, informacije, novosti in podobne stvari, ki bi jih, ne vem, neka panožna zveza, kot je Obrtna zbornica ali pa kdo drug vam poslal, ne vem, enkrat Ja, na mesec recimo. definitivno. Zato ker recimo kot, delo samo v gostinstvu je zelo naporno, ne, tako da ja, velikokrat ti v bistvu, če tudi zmanjka časa, včasih si ful zmatran, motivacije, tako da bi v bistvu pol se še s temi stvarmi ful ukvarjal, tako da bi bilo definitivno ful lažje. To sigurno. Ja, saj kot ste rekli, v gostinstvu verjetno delate v bistvu cel dan, več ali manj, vse dni v tednu. Ja, moraš kar, ja. Pa tudi zelo naporno delo je, ne, in sicer mi smo recimo sezonci in delamo poleti, pol pride ta vročina, ne, in si dejansko res izčrpan. Pa v gostinstvu je tudi tako, ne, vse mora biti na hitro, ne, takoj, vsi bi vse takoj, ne, tako da si v bistvu nonstop pod nekim stresom tudi, ne. Tako da ja. Je zahteven poklic, ne? Ja, definitivno je zahteven poklic. Pa kot sva že omenila, težave s kadri so v bistvu povsod, tudi pri vas. Kako se vi lotevate tega oziroma kako rešujete te probleme? Te probleme v bistvu, da delam čim več sama, pred časom recimo še v piceriji sem tudi v bistvu, skrajšala delovni čas, ne. S tem si v bistvu mogoče pripomoreš malo, a ne, na času, pol recimo, ne vem, takrat smo se odločili tudi, da smo zaprli dan, en dan v tednu, da smo si lahko spočili, da smo v tem, dnevu lahko recimo, ne vem, spucali prostore, naredili inventuro, take zadeve, ne, tako da ja, na različne načine pač probaš si pomagati, ne. Razumem, ja. Ker, to karkoli se pogovarjamo, je to praktično prvi problem so zmeraj kadri, ne. Ja. Sploh kar se tiče gostinstva in v gostinstvu še mogoče celo nekoliko bolj kot v turizmu, ja. Tako da super. Jaz mislim, da ste dali res neki dober vpogled v samo delo gostinca oziroma tudi podjetništva na področju gostinstva, tako da se vam najlepše zahvaljujem za tale najin pogovor. Pogovor je nastal, da še enkrat povem, v okviru projekta Stargrowth. Ker se na začetku nisem tudi sam predstavil, naj povem še, da sem jaz Gašper Juvančič iz Tehnološkega parka Ljubljana, ki smo partnerji v projektu Stargrowth, ki je delno sofinanciran s strani Evropske komisije, oddelka za notranji trg. Lahko nam sledite tudi na naših družbenih omrežjih samega projekta Stargrowth, sicer se pa v kakšnem novem podcastu spet kmalu slišimo.